Gospod Magnifico, dober dan. Dan. No, kakšna je bila noč tle v Domu svobode? Noč je bila k sreči mirna, je bil pa zato večer bolj napet, ko je bil naliv ta, tudi mi nismo ostali tle imuni. Naenkrat se je zaslišala slab savica v kopalnici in v minuti je bilo, kako bi rekel, je bila voda vse posod apokaliptično. Sem mislil, če se z nekim čudom nerazložljivim ne bi to naenkrat pač ustavili, mislim, da danes ne bi bili tle, da bi bilo to poplavljeno, da bi bili tle gasilci najverjetneje ali kaj takega. Hvala Bogu smo mi tu. Kaj pa inštrumenti? A jih imate tukaj ali kje drugje? En del inštrumentov je tle, en del inštrumentov je tam v sosednjem prostoru, kjer je režija. Ja, tam k sreči ni bilo nič, no. Imate kakšno priljubljeno kitaro ali kakšen inštrument, ki ga vzamete vedno seboj na oder? Na oder jemljam zadnje čase eno kitaro, samo inštrument ne menjam jih, ne, vsake toliko me prime, pa imam eno in pol. Jo trajbam, dokler se ne naveličam, pa pol novo ali pa staro, ne vem, nekaj zamenjam, pol imam jih par, ki so mi ljube. Tako bom rekla, nam je veliko čas, da smo tukaj z vami, ker ste nedvomno, vsaj za moje pojme, eden, če ne največji slovenski glasbenik v tem prostoru. Ste super na vzhodu, na zahodu, povsod vas poznajo. Mislite, da je to zato, ker v vaših žilah teče tudi balkanska kri? Ne, po mojem, zato, ker se znam lepo obleči. Aha, pa dobro pet, pa igrati. To je na drugem mestu. To je na drugem mestu. Prej je vide, se pravi, prej je lepota. Ne, jaz sem moški, pa pač lepota ni ta glavna fora, ampak kaj drugega. Kaj drugega. Nekaj več imate očitno, ne? No, lansko leto smo vas spremljali na spletu, malo je server pohecal, ne, letos pa vas bomo spremljali v živo, torej? Ja, zdaj, jaz nisem, vsi, ki me poznajo, pač vejo, da jaz se res nisem zbral tega datuma, niti da bi to bilo tradicionalno, sploh nisem fan niti teh, ampak zgleda, da je datum zbral mene in nekako neka usoda je tako hotela, da je to zdaj ratu tradicionalni vsakoletni koncert. In tudi jaz sem se zdaj že navadil, da je to tako, ne. Tako da, in če je tradicija, potem ima to smisla, da je vsako leto. Tudi lani, ker se nekako ni dalo, smo šli pač prek neta. Letos mislim, da je to brez veze. Letos smo se pa tudi zelo pozno spomnili, se pravi, jaz imam še nekaj 2-3 mesece do koncerta. Ja. Tako da je letošnji moto in šifra je metanje na ploh na beton. Metanje na ploh na beton. A na lahko še zaupate, mogoče kakšnega gosta ali še ni čas za to? Ne, se pravi, kot vsako leto ne bo gosta, zato ker sem sam sebi najboljša družba. Nikogar. In publika, ne rabimo meni gostov. Kaj pa skupina? Moj band. Kje? Tako kot vedno. Vedno isti. Vedno isti. Že 10 let se praktično ni nič zamenjalo, jih pa z veseljem izpostavljam, zato ker so na odru pomembni vsaj to kot jaz. Na bobnih Aleksandar Pešočaci, na basu Jan Gregorka, na kitari Jan Jarni, na saksofonu Matej Kuželj, na violini Matija Krečič in, da sem še kakšnega pozabil, pa Luka Ipavec na trobenti. Na trobenti. Jaz sem iz Nove Gorice. Ja. Tako, jaz sem vas spremljala na teh manjših odrih, ne. Zdaj mi lahko poveste, kakšna je razlika, zakaj bi en iz Gorice kupil karto in prišel 25. decembra v Stožice? Kaj je razlika med manjšim in večjim koncertom? Manjši so boljši, če vprašaš mene. Ja. Ampak pri teh velikih koncertih mislim, da je največji dogodek to, da je zelo veliko ljudi na enem mestu na mojem koncertu in naredi se pač neka drugačna psihologija množice se pojavi. Drugačni občutki so, kadar njih 10.000 zapoje refren, kot pa če jih zapoje 500. In to je mnogim všeč, se pravi ta neka množičnost, ne. In Božič je tak,
še predkrščanski ljudski praznik in če ljudski praznik ima smisla, da je neka množica ljudi večja. Torej, super, bomo prišli tudi. Zaradi datuma, ne. Koncert je boljši, kateri je manjši, ampak ni 25. Ja, seveda. Lahko je pa tudi kakšen drug datum, ne? Recimo, kaj zvem, 25. maj. Ne vem, to ima Jan Plestenjak čez, po mojem. A ja, seveda, ja. Drugače pa manjši koncerti bojo tudi, ali bo sam ta velik letos? Torej, moji gabariti, ki so mi najbolj všeč, ne, so koncerti nekje med 800 in 3000 ljudi, ne, v primerni dvorani, in to so najboljši koncerti. In jaz in ekipa iščemo pravzaprav koncertne odre, ki so res namenjene glasbi, ne, od Križank do v Sloveniji imaš kar nekaj letnih prizorišč takih. In se tega tudi najbolj veselim. Športnih dvoran pa mi nimamo tukaj veliko, imamo to Areno Stožice in je itak, je to. Nisem najbolj fan, bi rekel, stadionskih oziroma takih arenskih koncertov. To tudi prepuščate nekomu drugemu? Predvsem športnikom, mislim, da je to za šport narejeno. Magnifico e pedal, magnifico e pedal, magnifico e pedal, Majke mi je pedal, magnifico e pedal, magnifico e pedal, magnifico